Gospod predsednik, hvala lepa, da ste nas povabili v Nyon. Je zdaj že kaj čutiti te nervoze pred Evropskim prvenstvom? Ja, veliko dela je, tako da težko bi rekel, da je nervoza še zaenkrat, ampak imamo celo ekipo v Nemčiji, tudi ekipa tukaj dela na Euru. Predvsem se zelo veselimo tega dogodka. To je za UEFA najpomembnejši dogodek vsake 4 leta. Zdaj 31-dnevni festival nogometa zahteva res veliko priprav. Rekli ste, zdaj večina je v Nemčiji. Kaj to pomeni tudi za delovnike tukaj? Vam skuhajo dovolj kave od jutra do večera? Ja, moj delovnik tukaj je vedno do večera, tako da v bistvu rabim dovolj kave skozi celo leto, pa tudi če ni evra. Ampak je pa veliko dela. Zaenkrat moram potrkati, ni videti nekih težav konkretnih, ampak ta organizacija takega tekmovanja z 51 tekmami, z milijoni navijačev je izjemen zalogaj, ampak zaenkrat gre dobro. A pomaga, da so Nemci letos gostitelji, ker ko gre za Nemce, ne, je vse... Ja, v bistvu pomaga. Oni so odlični organizatori, imajo odlično infrastrukturo. Jaz mislim, in o tem sem govoril z ministrstvom za notranje zadeve Nemčije, da morajo malo več še narediti na varnostnem delu. Sicer pa je za UEFA veliko lažje organizirati tako prvenstvo v državi kot je Nemčija. Varnost ste omenili in je tudi veliko poudarka na tej varnosti. Vemo, da se o tem veliko govori vsa ta leta. Kako bo s to varnostjo? Ja, mislim, pomembna stvar je, se pravi, običajna varnost, za običajno varnost mi vedno poskrbimo. Že to je en resen zalogaj. Zdaj pa, če pogledate geostrateško situacijo v svetu, ki je izjemno zapletena, to prinese še dodatne skrbi. Zdaj, mi smo imeli recimo na žrebu nekoga, ki je prinesel telefon na žreb, sicer to je bil nek šaljivec, ampak lahko bi prinesel tudi kaj drugega in z tega smo se vsi skupaj z nemškimi varnostnimi organi kar nekaj naučili. Tako da se mi zdi, najpomembnejša stvar je varnost. Varnost stadionov je zagotovljena, seveda moramo pa skrbeti tudi za varnost po mestih. Še ena stvar, letošnji Euro dela drugačnega od prejšnjih, to je ta trajnost. Kako je pa s to trajnostjo, s tem zelenim pristopom do nogometa? Ja, jaz mislim, da predvsem ne smemo biti populisti in govoriti, da je to prvenstvo, ki niti malo ne onesnažuje okolja in tako naprej. Ampak hkrati pa moramo biti mi vzor drugim kot velik dogodek in reči, da se naredi tudi določene stvari drugače. Jaz ne mislim, da bomo mi očistili planet s tem Eurom, ampak glede na to, koliko pozornosti je na tem nogometnem dogodku, se mi zdi pomembno, da mi rečemo, dajmo se voziti z vlakom, dajmo se voziti manj z avioni, pa ostati pač ostale ekološko osveščene stvari. Tako da je zagotovo to najbolj zeleno športno tekmovanje sploh do zdaj. 3 milijone navijačev na stadionih, pa potem, ne vem, 12 milijonov na vseh teh dogodkih po Nemčiji, 5 milijard pred ekrani. To je velik biznis, ampak hkrati pa vi poudarjate, da gre tudi ne zgolj za posel, ampak tudi za prijateljstvo. Ja, Evropa je precej razdeljena, bi rekel. Na splošno svet je razdeljen in mi se združujemo ob športu. Nogomet pa je definitivno šport številka 1 in jaz mislim, da je to lahko en velik praznik prijateljstva, en velik praznik športa, praznik zdravega življenja, prijateljstva. Jaz upam, da bo to tako. Jaz sem prepričan, da bo tako. Včasih je veliko govora tudi o tem, da nogometaši vendarle prinesejo kakšno sporočilo na zelenico s kakšnimi majhnimi detajli ali na majicah ali na tem kapetanskem traku. Tudi tokrat je tu ena novost. UEFA je rekla, ja, imejte to svobodno voljo, če želite kaj sporočiti s kapetanskim trakom, ne? Ja, mi načelno ne kaznujemo ničesar, kar ni žaljivo. Če je neko politično sporočilo ali pa če je neko žaljivo sporočilo, seveda tega ne dopuščamo. Mi imamo svoje kapetanske trakove, ne bomo pa nikogar sankcionirali, ukolikor bi se kdorkoli odločil, da nosi drugačen kapetanski trak. Zdaj, Slovenija na Euro, to smo res čakali. Zdaj, tudi v Sloveniji se nam zdi, da rekli ste, Evropa je razdeljena, pa se je v Sloveniji zelo podobna, ampak ko pa gre za nogomet, za državno reprezentanco pa dihamo kot eno, se mi zdi, da lahko res pričakujemo letos množično romanje v Nemčijo.
Danci, Srbi, Angleži, to so dobre reprezentance, pa vendarle Slovenija ima nekaj teh možnosti. Kot predsednik najmočnejše nogometne zveze na svetu in kot Slovenec, bo to težko odločitev na tistih 3 tekmah? Ne bo težko odločitev. Jaz sem vedno navijač Slovenije. Jaz seveda tega ne kažem, tudi nažalost jim ne morem pomagati na stadionu, ampak jaz sem vesel, da se je Slovenija uvrstila in seveda bom navijal za Slovenijo. Je pa zelo težka skupina. Niti ena od reprezentantov. Angleži so za mene eni od 3 največjih favoritov za zmago. Danci so izjemno močna ekipa, Srbi so pa nepredvidljivi, močna ekipa, ki pa igra zelo odprt nogomet, tako da tukaj jaz vidim mogoče priložnost Slovenije. Je še kaj, kar je treba nujno postoriti do začetka, do prvega žvižga, kar imate tam na vaši lestvici? Aha, še zadnja kljukica, zdaj pa začnemo. Ogromno malenkosti je, ampak v principu smo mi pripravljeni. Mi smo pripravljeni, Euro se bo začel 14. junija in teoretično, če bi se začel mesec prej, bi bili mi še pripravljeni. Samo imamo še Ligo prvakov, Ligo Evropa in konferenčno ligo, pa ženske finale Lige prvakov. Ja, uspešen začetek, še bolj uspešen konec, vmes se pa seveda vidimo. Najlepša hvala za vaš čas in naj ta Euro bo Euro, ki se ga bomo zapomnili po zelenem na nogometnih igriščih okoli, pa po dobrem vzdušju. Hvala. Hvala, ker ste prišli. Z veseljem.